Polje, kdo bo tebe ljubil? Polje, kdo bo tebe ljubil? Spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni. Na Ptuju se prav zdaj dogaja vrhunec letošnjega že 35. festivala dobrote slovenskih kmetij. Vsem, ki ste trenutno na poti tja, srečno pot. Vsem, ki ste letos dali na ocenjevanje svoje dobrote in zanje dobili odličja, pa čestitke, željo, da bi vam ta priznanja pomagala pri trženju vaših dobrot in posledično omogočila preživetje vaših kmetij na dolgi rok. Časi so zahtevni, kot kaže bo v prihodnosti še bolj napeto, zato se bom na začetku današnje oddaje najprej ustavil ob posvetu, ki je minuli ponedeljek potekal v Državnem svetu in na katerem so obravnavali problematiko evidentiranja škod od divjadi. Posvet sta organizirala Komisija Državnega sveta za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Lovska zveza Slovenije. Na njem pa so s svojimi prispevki sodelovali tako Ministrstvo za kmetijstvo, kot tudi Zavod za gozdove Slovenije, Lovska zveza Slovenije, Sindikat kmetov Slovenije, Zveza lastnikov gozdov Slovenije in tudi Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije. In prav ob tem, kar je povedal Andrej Andoljšek z Kmetijsko-gozdarske zbornice, se bom ustavil v prvem delu današnje oddaje. Na Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije namreč opozarjajo, da škode zaradi divjadi lastnikom oziroma kmetovalcem predstavljajo velik problem pri kmetovanju. Škode že vrsto let konstantno naraščajo, kar je posledica rasti določenih populacij divjadi. Lansko leto je škoda znašala že 950 tisoč evrov, naprimer leta 2010 pa 400 tisoč. Na Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije tudi opozarjajo, da prijavljena škoda ne odraža dejanskega stanja na terenu. Andrej Andoljšek. Treba je poudariti, da so lastniki oškodovanci v postopku uveljavljanja odškodnin izrazito šibkejši člen. Saj jim zakonodaja nalaga, da so do odškodnine upravičeni samo pod določenimi pogoji. Ta dejansko evidentirana prijavljena škoda, ta, ki je navedena, pa ne odraža dejanskega stanja na terenu iz različnih razlogov. Marsikateri lastniki škode ne prijavljajo iz različnih razlogov, recimo imajo določen prag tolerance, da jo ne prijavijo, nekateri imajo slabe izkušnje pri preteklem uveljavljanju odškodnin, nekaterim se naveličajo pa zaradi ponavljajočih škod te škode vedno znova prijavljati. Obstaja pa tudi še en razlog, recimo, da se ne želijo zameriti sosedu ali pa nekemu znancu, ki je član te komisije za oceno škode. Po drugi strani pa se nekatere škode ne priznava oziroma se izogiba odškodninski odgovornosti. Nekatere škode, za katere se je pa določil sporazum o višini odškodnine, pa niso evidentirane v sistem, tako da ta razkorak med evidentiranim in dejanskim je lahko zelo velik. Za škode, ki se ne priznavajo, recimo so škode na premičnih stvareh na nelovnih površinah. To so, pelutnina, bale, avtomobili in tako dalje. Na osnovi ene tožbe, ki jo je sodišče po svoje interpretiralo, se pač zdaj ne izplačuje tovrstne škode. Druga škoda, ki je zelo, v porastu in pa kateri se izogiba odškodninske odgovornosti, je popasenost travinja. Do tega prihaja na območjih z visokimi koncentracijami, predvsem jelenjadi, čeprav neke metodologije, take enostavne za oceno škode ni, vendar zakon govori o sporazumu
in na nek način bi morali lastniki dobiti to škodo povrnjeno. Bilo je več raziskav narejenih na to temo in evidentno dokazano, da prihaja do velikih škod po popasanosti. Tudi do 50%, na Kočevskem, na nekaterih območjih tudi do 80%. Ena od škod, ki se tudi ne priznava, je tudi za poškodovane ali uničene ograje, tako na pašnikih kot na njivah. Tako da tega je kar veliko. Naslednje so škode v gozdovih. Tudi tukaj so le redki primeri, ko pride do sporazuma o višini odškodnine, če že potem v tistih starejših fazah, ko pride do lupljenja debel. Kar se tiče pa objedanja gozdnega mladja, pa praktično, kot da to ni škoda, se tudi lastniki jo večinoma ne prijavljajo, vendar o tem bo Zveza lastnikov verjetno več spregovorila v nadaljevanju. Glede problematike uveljavljanja odškodnin pa na Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije opozarjajo na naslednje vidike. V tem postopku, v zakonskem predvidenem postopku je kar nekaj nedorečenosti, kaj je tisti primeren način, kaj je dober gospodar in kaj je tisto vse potrebno, da je lastnik upravičen do odškodnine in kakšna so tista ustrezna zaščitna sredstva, ki jih preskrbi upravljalec, ki jih morajo lastniki uporabljati. Zdaj ta ohlapnost, ta nedorečenost je lahko v določenih primerih prednost, takrat, ko seveda ni noben problem, da lastnik in lovec prideta do sporazuma. Iz takšnih ali drugačnih razlogov, ko pa ne pride do sporazuma, pa je malo težje interpretirati te pojme primernosti, vse potrebno, ustrezna zaščitna sredstva in tako dalje. Tako da to v takih primerih zna biti težava. No, najpogostejše težave, ki jih zaznavamo pri uveljavljanju odškodnin, so naslednje. Še vedno prihaja do, bom rekel, nepravočasne odzivnosti lovcev, se pravi, kršijo ta 8-dnevni zakonski rok. Včasih pa prihaja tudi do manipuliranja z roki. Se pravi, ko lastniku da priporočeno pošto, potem imajo lovci čas 15 dni, da to pošto dvignejo in še 8 dni, da pridejo na teren in mine praktično en mesec, da pridejo oceniti škodo. Tudi to se dogaja. Problem so ponavljajoče škode. Uveljavljanje odškodnin za take škode je, bom rekel, breme za lastnika in za lovca. To je ne samo pri divjih prašičih, tudi pri, ne vem, sadovnjakih in tako dalje. Zdaj, predlagana sprememba zakona, ki stoji v predalu, je nakazala neke rešitve tudi v tej smeri. Pri teh zahtevkih prihaja do pozivov lastniku k dopolnitvam vloge, k dopolnitvi posredovanja določenih podatkov, ki so lahko tudi popolnoma neutemeljeni, se pravi davčna številka, gerki in ne vem kaj še vse zraven, tako da v smislu zavlačevanja ali pač ne vem s kakšnim razlogom, ker recimo ta območja lovskih družin so sorazmerno majhna okolja in vse te stvari so v lokalnem okolju zelo poznane. Naslednji problem je tako imenovana ponujena višina odškodnine v primerih, ko lovske družine zaidejo v likvidnostne težave. Zdaj, velikokrat prihaja, da rečejo lovci lastniku, damo ti toliko, ker več ti ne moremo dati, ker nimamo denarja. Velikokrat sicer lastniki na to pristanejo, vendar je to popolnoma nesprejemljivo. Pa tudi včasih se izgovarjajo, pač vse to delamo prostovoljno in težko pač zagotavljamo taka sredstva, tako obseg škode in tako dalje. To je pač z vidika lastnika nesprejemljivo, čeprav kot rečeno pa lastniki velikokrat na to pristanejo.
Roki za izplačilo odškodnine niso predpisani. To sicer zadnja sprememba zakona, ki je v predalu predpisuje ta 30-dnevni rok, kot je bilo že rečeno. So bile zelo različne prakse, nekatere lovske družine so odškodnino nakazali praktično že naslednji dan, nekateri pa pač seveda zavlačujejo z izplačili. Včasih se pojavijo tudi težave pri iskanju cenilca, recimo, ko pride do škode, lastnik ne ve, na katero osebo naj se obrne, ker pač lovci niso na krajevno običajen način objavili, kdo so tisti člani komisije, pa tudi te stvari se ponekod zelo hitro menjajo. To je sicer majhna težava, pač pokliče nekega lovca iz vasi ali pa kjerkoli vpraša, kdo je ta oseba in to se hitro najde, ampak kljub temu so težave lahko. Srečujemo se tudi s strokovnostjo cenilcev, nekateri sploh za kakšne posebne stvari je tukaj problem in že večkrat danes omenjen predvsem ta karakter teh oseb, ki cenijo. Zdaj, če je, bom rekel, neka konfliktna oseba ali pa neka vzvišena oseba, ki se postavlja nad oškodovanca, potem je konflikt neizbežen. Velikokrat prihaja tudi do prelaganja odgovornosti za škodo, se pravi, ali je to lovna ali je to nelovna površina. Pač kataster nelovnih površin je na sorazmerno majhnem merilu in lahko prihaja tudi do takih dilem. Kar se tiče tožb, lastniki se praviloma za tožbe ne odločajo, ker so sodni stroški so zelo visoki, odškodnine praviloma zelo majhne. Kot rečeno, nihče ne bo šel tožiti za tistih 10 kur, če jih bo odnesla lisica iz nelovne površine, ker je pač to nesorazmerno. Najpomembnejše pri vsem teh cenitvah, pri uveljavljanju odškodnin, je bilo tudi že danes povedano, je ta vzajemen spoštljiv odnos v komunikaciji med oškodovancem in lovcem, čeprav vemo, da na strani oškodovanca so lahko prisotna velika čustva, saj je logično, da jim je bilo uničen nek trud, ki so ga vložili v tisto delo. Posebno poglavje pri uveljavljanju odškodnin so lovišča s posebnim namenom. To so območja, kjer so še posebej prisotni visoki staleži divjadi. Videli smo tudi na prezentaciji Zavoda za gozdove, kjer so tista območja najbolj problematičnih glede škod, tisto rdeče, rjavi toni so pač locirani ravno na območjih lovišč s posebnim namenom. Zaradi visokih staležev se jasno pojavljajo velike škode, velikokrat pa smo priča nekorektnim odnosom do lastnikov ali najemnikov tamkajšnjih zemljišč. Andrej Andolšek z Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije je na posvetu v Državnem svetu opozoril tudi na posledice škod od divjadi na kmetijstvo. Potrebni so dodatni stroški za zaščito, dodatno delo, zmanjša se pridelek, dohodek, zmanjša se samooskrba kmetije in še bi lahko naštevali. Zaradi uničenega pridelka je veliko slabe volje in konfliktov in v končni fazi si morajo kmetije velikokrat prav zaradi tega poiskati službo, da lahko zagotavljajo socialno varnost sebi in svoji družini. Na Radiu Ognjišče poslušate kmetijsko oddajo. Andrej Andolšek z Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije je ob koncu svojega prispevka še opozoril, da ograjevanje ne more biti sistem upravljanja z divjadjo, temveč lahko o tem govorimo bolj o izjemi kot pravilu. Zaščita premoženja ne more biti sistem upravljanja z divjadjo, ograjevanje bi moralo biti le
bom rekel, možno ali pa dopustno samo v izjemnih primerih, pa še tukaj se postavlja vprašanje učinkovitosti varovanja tega premoženja. Vemo, da jelen zlahka preskoči 2-metrsko ograjo, zato je tudi tukaj zadeva lahko zelo vprašljiva. Na koncu pa na Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije opozarjajo na nujnost zdrave kmečke pameti. Po našem mnenju je glavna skrb kmeta obdelovanje kmetijskih površin za zagotavljanje dohodka. Če pa kmetu obdelovanje kmetije ne predstavlja poglavitni vir, pa mora slediti dobri kmetijski praksi, da kot dober gospodar obdela kot to kmetijo in ne da se ukvarja z ograjevanjem površin pred preštevilčno divjadjo in v zadnjem času tudi zvermi, ker verjemite, drugega dela na kmetiji je čez glavo dovolj, ne da se bodo ljudje še s tem po nepotrebnem ukvarjali, marsikdaj po nepotrebnem. In želimo si, da se končno vzpostavi neko ravnovesje v okolju, da bodo škode znosne, vzdržne, da bodo tolikšne, da jih bodo tudi kmetje lahko prenašali v tem smislu, tolerirali, da ne bodo prijavljali škod razen res tistih največjih. Tukaj želimo opozoriti, da se v preteklem obdobju ni upoštevalo usmeritev iz resolucije o nacionalnem gozdnem programu, ki je govoril, da je treba vzpostaviti ravnovesje, da se niso upoštevali iztečeni 10-letni dolgoročni načrti za gospodarjenje z divjadjo, kjer je bilo opredeljeno, da se populacije divjih prašičev in jeledjadi ne smejo povečevati, pa so se kljub temu. In pa naveden je tukaj na slajdu tudi 36. člen zakona o gozdovih, ki govori o ravnotežju, o številčnosti populacije avtohtonih prosto živečih živalih in pa o ogrožanju gozda in uresničevanju ciljev gospodarjenja z njim. Slišali ste nekaj poudarkov iz predstavitve, ki jo je v imenu Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije na posvetu, ki je minuli ponedeljek potekal v Državnem svetu in na katerem so obravnavali problematiko evidentiranja škod od divjadi, imel Andrej Andolšek. Povzetkom drugih nastopov boste lahko prisluhnili v prihodnjih kmetijskih oddajah. Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radia Ognjišče. Na Radiu Ognjišče poslušate kmetijsko oddajo. Govedorejsko društvo Sevnica v sodelovanju s Kmetijsko-gozdarskim zavodom Novo mesto to soboto, torej 25. maja, na kmetiji Renko nad Šentjanžem pripravlja letošnji demo spravila krme z hribovskih oziroma gorskih območij. Kot je že v navadi, bo dogodek pokrit s celo paleto področij. Več pa nam bosta povedala naša današnja gosta, gospod Matej Renko iz Govedorejskega društva Sevnica. Lep dober dan. Prav lepo pozdravljeni. In gospod Martin Mauser, svetovalec specialist za kmetijsko tehniko na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Novo mesto. Tudi vam en lep pozdrav. Dober dan. Tudi na vašem koncu, gospod Matej, je kar precej hribovskih terenov, lahko rečemo celo gorskih, čeprav človek reče tam Sevnica in okolica, to so taki topli kraji, ne pomisli na gore. Seveda. V občini Sevnica prevladujejo predvsem hribovske kmetije, zato se tudi kmetje soočamo z večjimi strminami, ki jih je potrebno pokositi. Zaenkrat v našem okolju kmetje še ne dopuščamo, da se bodo travniki zarasli v gozd in se trudimo ohraniti to krajino za naše otroke, da bodo še videli, kakšni so
pogoji dela v teh območjih. Torej, lahko bi rekli, če hočemo, da bo ta krajina ostala res krajina, tudi taka, kot jo imajo turisti radi, kot jo imamo vsi radi, mora biti obdelana, in ker gre za nagnjene terene, so to travniki in treba jih je pokositi oziroma popasti, ne? Tako je. Zakaj je prišla odločitev, da bi pripravili demo? V vašem kraju ga še ni bilo? V našem kraju takega prikaza še ni bilo. Zato je prišla ideja, da ne poudarjamo samo ravninskih strojev oziroma praks, želimo prikazati specifično gorsko mehanizacijo na hribovitem terenu. To mislim, da se današnja politika to zapostavlja hribovite terene. Zato želimo mladim in vsem generacijam pokazati varno delo z stroji, učinkovito, hitro. Zato je izziv toliko večji, da prikažemo, kako se narod bori na teh strminah, na teh strmih pobočjih. Gospod Martin, v katere smeri boste letos zapeljali prikaz? Kaj bo videti, kaj bo slišati? Verjetno cela senjena linija za take nagnjene terene. Res je. Kot se spodobi za naše slovensko podeželje, bomo začeli prireditev z blagoslovom traktorjev. To mislim, da je pomembno, da poudarim. V vasi so si to zaželeli, organizatorji naši so si to zaželeli in seveda bo to en tak lep dogodek za uvod, kjer pričakujemo tudi veliko traktorjev. Na to bomo v bistvu nadaljevali z tistimi uvodnimi vedno pozdravi. Seveda pa, da nadaljujem v smeri, prikazana bo seveda vsa tehnika za spravilo krme z gorskih travnikov, namreč kot je že Matej povedal prej, smo na zelo veliki nadmorski višini in da tudi ta travnik, kjer bo prikaz, je izredno strm. In v bistvu tu bomo potem seveda od košnje, obračanja, zgrabljanja, na koncu tudi verjetno spravila prikazali seveda predvsem varno in učinkovito spravilo, se pravi krme. Poudarek bi dal na varnosti, poudarek bi dal na učinkovitosti, kajti želimo predstaviti tistim, ki bodo prišli, da se seveda na gorskih območjih dela drugače, da je treba, se pravi, zvišati stopnjo varnosti in na ta način, če želimo biti na koncu tudi uspešni in na koncu končati delo brez nesreč, seveda so to učinki nekoliko drugačni. No in še eno poudarek bomo dali tudi na gnojenju travnikov, ter tudi seveda na sestavi travne ruše in en del bo namenjen tudi sami dobrobiti živali. Gospod Matej, ko ste se odločali in vabili prodajalce, izdelovalce vseh teh strojev, kakšen je bil odziv? Ste veseli? Bo veliko videti? Kar precej je bilo nekih pogovorov, osredotočil sem se predvsem na gorsko mehanizacijo, ki je v teh časih draga. Zato sem zbiral proizvajalce in prodajalce po teh segmentih, da imajo specifično mehanizacijo. Seveda, rade so se odzvali in sem zelo zadovoljen, tako da smo že po nekih teh večjih kontaktih že postali kar prijatelji. Vedo, kaj mi želimo, nam dajo nasvete, ogledujemo teren, kako bi to na najlažji in na najboljši smotrn način to predstavili obiskovalcem in sem zelo zadovoljen s temi razstavljavci, ki bodo sodelovali na naši prireditvi. Tako, upam, da bo držalo tudi vreme. Gospod Martin, prej ste omenili tudi skrb za dobro travno rušo, tudi na teh nagnjenih terenih. Kako boste temu področju posvetili? To bo še ena dodatna vsebina, pravzaprav, ki boste dali svoj čas. Naša kolegica Mateja Strgulec z Kmetijsko-gozdarskega zavoda Novo mesto bo pripravila prikaz v bistvu
rastišča, ki uspeva na tej nadmorski višini. Ona zelo lepo predstavi vse vrste trav, ki uspevajo, tudi predstavi njihovo hranilno vrednost, predstavi seveda tudi pogoje za gojenje takšnih vrst trav, seveda ponavadi predstavi tudi razloge, zakaj se določene vrste trav izogibajo določenim pogostejšim rabam, recimo ali paši in obratno, seveda, katerim vrstam trave to seveda godi. In na koncu, če želimo imeti neko dobro seno, dobro silažo, s čim večjo hranilno vrednostjo, seveda je dobro, da smo o tem dobro poučeni in da znamo potem kvalitetno skrbeti za našo travno rožo. Tako agrotehnika tudi na travnikih je zelo pomembna. Kaj pa dobrobit živali? To je še en vidik, ki mu boste posvetili pozornost? Res je. Prišli bodo predstavniki 3 podjetij, ki bodo predstavili krmilne mešanice in mineralno-vitaminske dodatke, vključno s tem, da bodo pač tudi oni predstavili pomen posameznih dodatkov oziroma krmnih dodatkov za različne oblike rej. Namreč v vasi prevladuje proizvodnja govedi za meso, torej pitanje govedi, tako je. Seveda ima ena kmetija tudi mlečno proizvodnjo in seveda za vse tiste, ki bodo želeli o tem kaj več izvedeti, bo to idealna priložnost, da se bodo lahko informirali o raznoraznih mineralno-vitaminskih mešanicah ter krmnih dodatkih. Zavedajmo se, da nas kmetijstvo vse preživlja. Gospod Matej Renko, prej ste mi rekli, da v vaši vasi nekako zdaj še živijo 4 kmetije, obdelujejo vse te površine, skrbijo za to, da zemlja ostaja obdelana. Kako priti na prizorišče? Kakšno besedo o tej vaši vasici? Ja, naša vasica je, kot smo že omenili, na 721 nadmorske višine. Pred 20 leti smo bili najlepša hribovska vas v Sloveniji. Zanimivo. Smo turistično angažirani, pred kratkim smo postavili orientacijsko točko, kateri se pa lahko obiskovalci pogledajo te sosednje hribe in imamo zelo lepe, čudovite razglede. Zato si želimo tudi takšnih dogodkov, ker življenje na podeželju je nek poseben čar in složnost sosedov je čudovito, če sodelujemo in potem tudi nekaj naredimo za naše otroke in navsezadnje tudi za našo dušo. Torej, lahko rečemo, v soboto bo cela vasica dihala s tem dogodkom. Ja, v soboto bo cela vasica dihala, smo si dali kar narediti posebne majice, da bodo vsi obiskovalci lahko pozorni na naše, od katerih bodo lahko dobili vse potrebne informacije. V tej vasici nas je kar 34 prebivalcev in ste vsi dobrodošli. Kako priti do vas, kako bo z možnostjo parkiranja? Verjetno prostora ni prav veliko in bo potreben kar vzpostaviti red. Ja, jaz sem zaprosil prostovoljno gasilsko društvo Šentjanž gasilce kot reditelje. Prostora je dovolj. Vsa križišča do Šentjanža, od Šentjanža proti naši vasi bodo opremljena s temi smernimi tablami, tako da težav za parkiranje zagotovo ne bo. Bomo pripravili površine dovolj, da bodo lahko obiskovalci z lahkoto parkirali. Gospod Matej Renko, ko sva že pri samih strojih, ki jih bo mogoče videti v delovanju, morda bi poslušalcem povedali, kateri stroj pravzaprav točno to bodo? Prikaz bo izveden po stopnjah in sicer bodo najprej gorski traktorji s priključki senene linije,
Nato bomo nadaljevali prikaz z ročnimi hidrostatičnimi kosilnicami, ter si ogledali vse možne priključke, ki jih lahko takšna kosilnica ima. Na prireditvi pa bodo predstavljeni in prikazani tudi traktorski različni mulčarji, potem mulčarji za ročne kosilnice in robotski mulčarji, ki si jih daljinsko lahko upravlja. In seveda bo tudi prikazan stroj za dognjevanje trave ter za dosejevanje travne ruše. Torej bi lahko rekli, gre prav res za stroje, ki so na vašem področju na teh travnikih potrebni, tako za košnjo, kot tudi za vzdrževanje obmejkov travnikov, recimo. Naš cilj je, da smo naše takšne stroje, ki jih dejansko takšne kmetije, kot so naše, potrebujemo. Zato je pogled na tako mehanizacijo potreben za prihodnje odločitve na kmetijah. Tako, kako in kaj bodo kupili. Gospod Matej Jerenko, ko sva že v teh vaših lepih krajih, če me spomin ne vara, je že Janez Evangelist Krek, ta začetnik zadružništva v Sloveniji, pel hvalo Šentjanžu in vsem krajem v vaši okolici. Leskovec v Podborštu se nahaja v krajevni skupnosti Šentjanž. Za krajevno skupnost Šentjanž pa velja, da ga je zelo rad v svojem življenju obiskoval Janez Evangelist Krek, ki si je zelo dobro razumel s svojim prijateljem župnikom Ludvikom Bajcem. Janez Evangelist Krek si zelo dobro razumel z ljudmi v tem kraju, zato je našemu kraju Šentjanž zapustil slogan Šentjanž je pušec Dolenjske, katerega krajane zelo radi izpostavimo obiskovalcem, ki nas obiščejo. Zato je tukaj tudi prisotna Krekova pohodna pot, ki si vije po krajevni skupnosti Šentjanž. Pred časom smo zasadili tudi Krekovo lipo na Leskovcu, ki bo nadomestila starejšo, ki je stara okrog 400 let, vendar je načel zob časa. To lipo pa je opisoval tudi Janez Vajkat Valvazor, ki je bila to njegova redna pot od svojega doma do Krškega, kjer je imel svojo tiskarno. No, poglejte, kakšne zgodovinske zadeve so povezane torej z vašo vasjo, z vašimi kraji. Sem prepričan, da bodo mnogi, ki bodo v soboto prišli, se nad tem zamislili in verjetno jih bo ta lepota premamila in bodo še kdaj prišli. Verjetno ste veseli vseh obiskovalcev. Zagotovo, mi smo veseli vseh obiskovalcev, vsi so dobrodošli. Vrata na stežaj odprta, tudi ta prizorišče nad cerkvijo, ki je posvečena žalostni Materi Božji, so gor klopi, ležalniki, na kateri se lahko obiskovalci spočijo in želimo nadaljevati s tem turističnim poslanstvom na Leskovcu, saj čutimo od obiskovalcev, ki prihajajo, neko hvaležnost. Ja, zanimivo, tudi v Švici, recimo v takih krajih, veliko vlagajo na to tradicijo, zato da ostaja živa, da jo obujajo. To so tudi zgodbe, ki jih potem obiskovalci z velikim veseljem spremljajo in potem znajo vse skupaj ceniti. Čeprav zdaj pač čas gre naprej in prav ta vaš prikaz, ki ga pripravljate, je namenjen temu, da grejo tudi kmetije naprej, čeprav stroji za tako obdelavo so zelo dragi in težko dosegljivi, kaj ne? Ja, stroji so zelo dragi, te kmetije se tega zelo težko privoščijo. Tudi država zagotovo bi morala spremeniti mnenje o teh hribovskih kmetijah, bi morala spodbujati hribovske kmetije z razpisi. Kmeti želimo, da bi bili, ker hribovska kmetija je premalo finančno močna, da bi kupila nek modern, sodobni stroj, ki je namenjen za strme terene. Zato si osebno želim, da se ta politika nekoliko spremeni. Zato je tudi takšen prikaz dobrodošel tudi za tiste ljudi, ki se ukvarjajo s politiko kmetijstva, da vidijo, na kakšen način pa vendarle lahko kmetje ohranimo to pokrajino v nekem lepem stanju. Ni lepšega, kot se peljati čez pokrajino in videti lepe hleve, obdelane površine, ki so strme, obkošene meje. Tukaj se potem takoj vidi, da so doma pridni ljudje in naj politika tudi
prisluhne temu, da si kmeti želimo, da imamo obdelano pokrajino, vendar moramo poskrbeti in jim dati pogoj tudi našim otrokom, da bodo to poslanstvo nadaljevali v teh strmih pobočjih, da ne bo prišlo do zaraščanja travnikov. Dobra domača hrana je delo pridnih rok. Gospod Matej, ob koncu, verjetno bo marsikdo prišel v ta vaš kraj prvič. Potem ga bo pa presenetil, bo rekel, sem bi še prišel. Imate tudi kakšne turistične nastanitve, možnost turističnih kmetij pri vas? Kako je? Turističnih nastanitev v sami vasi ni, je sicer v Šentjanžu turistična nastanitev in v okolici. Morda bo prihodnji rod naredil nove korake na tem področju in povezal turizem še s kmetijstvom tudi v vaši vasi. Verjetno bo to en od načinov preživetja, ampak če hočemo, da do tega pride, mora krajina ostati obdelana, torej travniki popašeni, pokošeni, ker to je tisto, kar vabi. Gospod Martin Mausar, za konec, prej ste omenil, kako pomembna je varnost. Pri samem delu stroji, recimo pri košnji in spravilu sena na teh nagnjenih površinah, varnost je pomembna pa tudi pri sobotnem dogodku in verjetno želite, da se bodo obiskovalci striktno držali navodil organizatorjev. Naj ob tej priložnosti samo povem, kot je že povedal Matej, da vsi obiskovalci, ki bodo prihajali na dogodek, naj se držijo, se pravi, smerokazov in navodil rediteljev. Vkolikor bodo vsa ta navodila upoštevana, seveda bo to en lep dogodek, kjer bo poskrbljeno za varnost. Namreč poligon, kjer se bo izvajala predstavitev, je seveda izjemno strm in tam bodo ljudje sicer lahko si vse to pogledali, ampak prireditev bo vodena in seveda tako bo čas namenjen varni košnji, varnemu, se pravi, obračanju, varnemu zgrabljanju in seveda čas bo namenjen tudi za obiskovalce, da si bodo lahko pogledali, se pravi, rezultat tega dela in seveda tudi same stroje med delom, vse pa seveda z varnostne razdalje določene. Kajti iz lastnih izkušenj lahko povem, da vsak dogodek, ki uspe in ki na nek način uspe varno, da ni nikakršnih posledic, je najbolje izveden dogodek. Zato, se pravi, bo temu namenjeno zelo veliko pozornosti. Tako, spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci, torej v soboto, 25. maja, vabljeni tja gor nad Šentjanž na kmetijo Renko, kjer bo letošnji demo spravila z hribovskih oziroma gorskih območjih. Videti bo veliko, če tudi sami živite na takih kmetijah in vas zanima, kako kakšen stroj deluje v realnih pogojih takega dela, predvsem pa, če želite, da lahko stroje med seboj primerjate tudi po rezultatih, potem vabljeni, videti bo veliko, domačini pa bodo veseli vašega obiska in presenečeni boste nad njihovo gostoljubnostjo. Kaj ne, gospod Matej? Seveda, vsi dobrodošli. Ja, res je, prav lepo vabljeni vsi v soboto na kmetijo Renko v Leskovec pri Podborštu. Zavedajmo se, da nas kmetijstvo vse preživlja. Hvala, da ste poslušali našo oddajo. Podprite brezplačen dostop do vsebin in postanite prijatelj Radia Ognjišče.